Tole je bilo najbližje, kar je glasbeni video v zadnjem času prišel blizu temu, da bi bil hollywoodski film stisnjen v 4 minute. Gre za res videospot na visokem nivoju, v katerem igrata dva znana hollywoodska igralca. Na eni strani imamo Sissy Spacek, ki je osvojila Oscarja že davnega leta 1980, in pa David Strathairn, ki je prav tako bil nominiran za Oscarja za film Lahko noč in srečno leta 2005. Zanimiva je zgodba oziroma kronologija izdajanja tega videospota, zaradi tega, ker album American Dream skupine LCD Sound System je izšel že septembra leta 2017. Izdali so 2 singla iz tega albuma že pred izdajo albuma, potem pa je trajalo 1 celo leto, da so izdali ta 3. singl, in se mi zdi, da je ravno ta videospot bil nek motiv za to, da so ga tudi izdali kot singl. Namreč režiser je nihče drug kot Rian Johnson, torej sloviti hollywoodski režiser, ki je ta videospot posnel potem, ko je nehal delati na Poslednjem jediju, na filmu Vojne zvezd. Zgleda kot neka vrsta sprostitev po vseh teh stresih, ki jih prinaša snemanje za studio Disney. Tako da vsekakor pa ni to nova simbioza med hollywoodskim režiserjem in pa glasbenim videom. Vemo, da v zgodovini imamo eno celo linijo teh režiserjev, ki so se lotili glasbenega videa, od Johna Landisa, Martina Scorseseja, Davida Fincherja, Davida Lyncha in tako naprej. Kaj misliš, kaj takšnim režiserjem prinaša to prehajanje iz dela na visokoproračunskih hollywoodskih projektih, pa greš pa delati en majhen 4-minutni glasbeni video? Mislim, da je to definitivno tak bombonček za režiserje, ko delajo na tem nivoju. Verjetno se pač tukaj lahko malo bolj poigravajo, zmanjši so pritiski produkcije, nižje pričakovanja, lahko se po mojem tudi razvijajo kakšne nove prijeme, malo eksperimentirajo. Po drugi strani imamo pa neke velike režiserje, ki izhajajo iz glasbenega spota, pa se k njemu vedno vračajo, tako da gre za neko tako zavezanost oziroma tako neko ljubezen. Recimo Spike Jonze, pa recimo Michel Gondry, tudi večkrat kakšen spot posname, in ravno na njega sem se tukaj spomnil ob gledanju tega spota, recimo, da ima par takih prijemov podobnih kot recimo Gondry v svojih spotih. Je pa to lep dokaz tega, ker v bistvu, kar vse skozi govorimo, da bi mogli videospot postavljati v bok kratkim filmom v resnici in da bi si zaslužili pač neko vredno obravnavo in tretman. Kako ti vidiš to razmerje med kratkim filmom in glasbenim videom? V kakšnem odnosu sta? Sta dve čisto ločeni formi, tudi recimo v distribucijskem smislu? En kotira bolje kot drugi, en bolj umetniški, en bolj komercialni, še veljajo te razmejitve? Zdaj, po moji definiciji kratkega filma, ki je tako izjemno široka, v bistvu kot film sam, pač ni to samo igran, dokumentarni, animiran, ampak je tako neka, izrazno zelo široko polje. In v tem smislu pač mislim, da videospot sodi pod recimo pod definicijo kratkega filma, ne glede na to, kako je zdaj, ali recimo tukaj, ko gre za neko pripovedno fiction formo, ali gre za nek čisto konceptualni eksperimentalni videospot. Je pa definitivno bolj dostopen širšemu občinstvu kot kratki film, ker spot je pa nenazadnje le to neko sredstvo promocije za glasbenika in se na ta način polansira. Na YouTube ima ful večjo promocijo in doseže širše občinstvo kot sam kratki film, ki se pa nažalost recimo vrti več ali manj po festivalih in nima nekih drugih distribucijskih poti. Mogoče potem po tem izteku festivalskega circuita, ko se reče tega kroženja, šele potem mogoče nekateri naložijo to na internet. Bi pa samo eno stvar še omenil glede tega spota. Jaz sem tukaj mogoče vseeno pogrešal malo več sinergije med podobo in glasbo. Zelo je podrejeno vse tej zgodbi in se mi zdi, da nima recimo takih momentov, v katerih bi se zelo povezal oziroma da bi resonirala glasba, in potem se mi zdi tudi, če bi mogoče dali en drug komad, bi lahko zelo podobno funkcioniralo. No, to samo še en komentar. Če bi ugibal, torej misliš, da je tole bil bolj nek osnutek za celovečerni film, ki ni prišel do realizacije, recimo?
Meni izgleda bolj kot neka epizoda kakšnega Twilight Zone ali pa kaj takega. Ja. Je pa res, da se ta znanstveno-fantastična pripoved zelo vklaplja v ta nedavni trend znanstveno-fantastičnih filmov nasploh. Recimo ti filmi Potovanje skozi čas, ne vem, tudi Ryan Johnson je del tega, do Christopherja Nolana in tako naprej. Tako da, ne vem, jaz bi ugibal mogoče, da pa je bil osnutek za celovečerni film, pa da je morda celo ponavljajo neke teme, ki so že bile raziskane v celovečernem filmu. Ne vem, to so pač neke možnosti, lahko samo ugibava. Dobro, gremo kar naprej, gremo nazaj v Evropo, gledali si bomo video spot skupine The Stadt za pesem Kitty Kitty.